Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v podcastu Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Naš nocojšnji gost je vodja koalicije proti zastrupitvam bolnikov, ki je dobila referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Gospod Aleš Primc, lepo pozdravljeni. Ne morete se ravno mirno veseliti vašega uspeha, ker poraženci ne priznajo svojega poraza. Ampak preden greva k tem, kaj nas zdaj čaka, najprej en komentar, kako ste vi videli vašo zmago, vi pravite z božjo pomočjo, ampak vlagali pa ste izjemne napore, da ste prepričali dovolj ljudi, da so prišli glasovati proti zakonu in na nek način postavili na glavo vsa pričakovanja in rezultate anket. No, jaz bi se najprej vsem gledalkam in gledalcem domovina.je zahvalil za glasovanje proti. Jaz res mislim, da je bil to čudež. Kot veste, ankete so napovedovale manj kot 30% podpore proti zastrupitvi bolnikov. In je bilo pomembno, da smo verjeli, da smo delali. Hkrati je bilo pa tudi pomembno, da je veliko ljudi molilo, ne samo v Sloveniji, tudi na Hrvaškem. Tako da jaz sem prepričan, da smo bili priča čudežu. Seveda, veliko dela je bilo pa tudi vloženega, tisočev in tisočev ljudi po vsej Sloveniji, po vseh slovenskih mestih, krajih in vaseh. In se vsem ob tej priložnosti iskreno od srca zahvaljujem. A verjamete, da je prišlo do preobrata v glavah ljudi v zadnjem tednu? Jaz mislim, da je to vprašanje smrti načeloma ni vprašanje, ki si ga zelo radi zastavljamo in o čemer zelo radi razmišljamo. Se pravi, to je neka tema, ki jo, če se le da, odrivamo stran. Ampak bolj kot se je referendum bližal, bolj se je mogel vsak sam pri sebi odločiti tudi o tem svojem odnosu do smrti, o svojem odnosu do življenja, o svojem odnosu do sorodnikov, mame, očeta in tako naprej. In ja, jaz mislim, da je čisto možno, da se je v zadnjem tednu, ko je seveda referendum se bližal, več ljudi s tem vprašanjem ukvarjalo in tudi pokazalo, da v resnici nasprotujejo zastrupitvi bolnikov, invalidov in upokojencev, ker veste, to je le odnos recimo do naših mam in očetov, naših starih mam in starih očetov. In mi imamo, velika večina ljudi svoje mame in očete zelo radi, vnuki imajo zelo radi svoje stare mame in stare očete in jaz sem prepričan, da je bilo marsikomu nepredstavljivo, da bi njihovo staro mamo ali pa starega očeta zastrupili. In so šli seveda pokončno, množično, ponosno glasovati proti zastrupitvi svojih starih mam in starih očetov. Šok in jeza po porazu predlagateljev tega zakona je bila neizmerna. To smo videli tudi na javni televiziji, ko so pravzaprav tudi mnenjski komentatorji stopili na stran predlagateljev zakona, ostro proti vam, da ste dobili ta referendum z manipulacijo. Zdaj, vi, gospod Primc, ste serijski zmagovalec referendumov, 3-krat družinski zakonik, zdaj ta zakon. Kje je vaša skrivnost? Zdaj nasprotniki vam očitajo, pravzaprav ste vrhunski manipulator. Glejte, tisti gledalke in gledalci, ki so gledali soočenje, so lahko videli, da so v resnici ves čas lagali, zavajali in manipulirali pristaši zastrupitve bolnikov, invalidov in upokojencev. Oni so v resnici ves čas lagali. Ni bilo praktično stavka, ki ne bi bil laž. In v takih soočanjih je na nek način težko sodelovati, ker v resnici argumenti ne morejo priti tako močno do izraza, kot pa v nekem odkritem, korektnem dialogu. Tako da se mi zdi, da zastrupitveni lobi sedaj seveda išče razloge povsod drugje, v resnici pa se morajo zavedati, da je zla satanska sama ideja, da se bolnike, invalide in upokojence zastrupi. Glejte, ljubezen, sočutje ne ubijata. Ljubezen, sočutje pomagata. In se morajo jaz mislim, zavedati, da to, kar delajo, je grdo, nehumano, necivilizacijsko. To je pravzaprav plunek na vso človeško civilizacijo, ki je zgrajena na načelu ne ubijaj, ali pa božji zapovedi ne ubijaj, in pa na solidarnosti. In sedaj oni namesto solidarnosti, pomoči, zdravstva, ponujajo zastrupitev. To je grdo, to je satansko. Tako da jaz mislim, da bodo ljudje
iz tedna v teden še bolj spoznavali, kako grozna stvar je pravzaprav bil ta zakon. Tako da jaz se novega referenduma, če slučajno Vrhovno sodišče res razveljavi to, kar sedaj hočejo zastrupitveni lobi, ne bojim. Jaz mislim, da bomo nov referendum še bolj zmagali. No, se do tja še pridemo, ampak če se vrnejo k očitkom na vaš račun, ne, zdi se, da jim greste na levi blazno na živce, ker ste uspešni, ne, pri tem, kar počnete, ko se vi lotite referenduma. Ampak pravijo, da vam vsakeč uspe z manipulacijo čustev ljudi, ne, da si za vsak referendum izberete nek slogan, ki zmanipulira čustva ljudi. Ne. V konkretnem primeru družinskega zakonika za otroke gre, ne, češ grdi geji bodo ukradli naše otroke in zdaj, kot ste sami večkrat omenili, zastrupitveni lobi. Ne. To vam zdaj očitajo. Nismo govorili o grdih LGBT-ovcih. Mi smo govorili, da ne gre za njihove pravice pri družinskem zakoniku, ampak da gre za pravice otrok do mame in očeta, pravice mame in očeta, da vzgajata svoje otroke. Za to gre. Mi smo nič govorili, da je kdorkoli grd. Mi spoštujemo vse ljudi. Ne moremo pa pustiti, da bodo po naših otrocih roke stegvali tisti, ki pač z njimi nima nič. Ne? Se pravi neka ideologija, ki v resnici pohablja otroke in mladostnike. Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna in da pomeni izjemno nevarnost za zdravje in življenje naših otrok in mladostnikov. In popolnoma jasno je, da se moramo mame in očetje, stare mame in stare očetje boriti za to, da naši otroci ostanejo v neki normalni vzgoji, ne pa da jih bodo indoktrinirali z LGBTQIA+ ideologijo, ki niti ne ve, koliko spolov je, ne? Ki trdi, da je 100 spolov in tako naprej. A boste zdaj ljudem, ki mislijo, da obstaja 100 spolov, dovolj vzgajati tvoje otroke v šoli? Jaz ne, lejte, pa mislim, da velika večina Slovenk in Slovencev tudi ne. Zastrupitveni lobi. Ja, seveda, zastrupitveni lobi je pa popolnoma jasno, človek po tem zakonu ne bi umrl od planinskega čaja, piva ali pa vode, ampak zaradi strupa. Ne? In v resnici gre za zastrupitev. In mi smo samo poimenovali stvari z pravimi imeni. Ne? In ljudje so to razumeli in sprejeli. Lejte, jaz sem trdno prepričan, da smo mi uporabljali najbolj prave besede. Ne? Se pravi, oni lahko govorijo karkoli hoče, ampak na koncu človek umre zaradi strupa. V primeru tega zakona. Sadistični lobi pa je nekaj, kar pa zdaj prihaja z druge strani na vaš račun. Ne? Kako razumete to? Lejte, oni so pokvarjenci veliki, ne? In v resnici so oni veliki sadisti, ki hočejo, poleg tega, da hočejo ljudi zastrupljati, hočejo tudi, da bi ljudje neznansko trpeli. Jaz sem trdno prepričan, da ljudje si ne želijo, da bi, ko bodo bolni, se bali iti zdravniku zato, ker se bojijo, da bi jim zdravnik predlagal, kaj pa če bi se zastrupili. A veste, mogoče pa, lejte, 3 leta boste čakali na operacijo, to dobite pa v 20 dneh. Ne? Lejte, jaz mislim, da nihče tega ne želi. Prav tako si nihče ne želi, da ti bodo prikrivali, da je tvoja mama ali pa oče ali pa odrasel otrok v teh postopkih in ga boš na koncu najdel samo še v krsti. Lejte. Gre za srhljiv, grozljiv zakon, ki je dobesedno nacistična ideologija zadnje. No, sej, pravite, poimenovali ste jih točno tako, kot jih vidite in za kar gre, ne, za zastrupitev. Samo ime zakona, ne, Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, je pravzaprav zelo lepa olepšava tega, za kar gre, ne, za konec življenja, samomor. Ne. Manipulacija. Niso poimenovali, ni bilo dikcije samomor, ampak prostovoljno končanje življenja. Zakaj mislite, da so šli na takšen način formulirati ime zakona? Vi morate vedeti, da zastrupitveni lobi po vsem svetu deluje enotno, da imajo enotno terminologijo, imajo skupne besede in tako kot govorijo v Sloveniji, govorijo tudi v drugih zahodnih državah. A veste, niso nasi se nič tega posebej sami izmislili, ampak pač globalni zastrupitveni lobi je skonstruiral manipulativne besede zato, da bi zavajal ljudi in seveda mi nismo smeli teh besed govoriti. Ne? Mi smo morali vzpostaviti jezik, s katerim smo povedali, zakaj v resnici gre, ker te manipulacije pač so nevzdržne. Zdaj verjetno se lahko strinjava, da v vsakem referendumu gre za neke vrste politizacijo nekega zakona, za manipulacijo določenih členov. Ne? Ni prvič, ne vem, tudi v mandatu Golobove vlade smo morda videli nasprotnike zakona pretiravati
pri tem, kar je zares šlo pri pokojninah, ampak na drugi strani tudi pri noveli zakona o RTV, ko smo videli plakate, kjer so ljudi strašili, da bo Janša ukradel radovednega tačka, ne? Ampak zdaj pa vam tukaj očitajo pravzaprav manipuliranje tekom referendumske kampanje. A vi priznate, da do neke mere gre vedno v referendumskih kampanjah za manipulacijo? Oni meni niso v celotni kampanji, pa je bilo kar nekaj soočenj, na katerih sem sodeloval, dokazali niti ene manipulacije, niti ene stvari, ki ne bi držala. Niti ene stvari. Spomnite se soočenj, enostavno niso znali odgovoriti, ker jaz sem se potem v enem trenutku odločil, da bom hodil na soočenje za zakonom in smo brali določila zakona. Ne? In so potem pač morali priznati, da pravzaprav oni non-stop zavajajo, manipulirajo in strašijo ljudi. A veste, oni so zdaj naredili eno strahovito manipulacijo, kjer hočejo, da bi se vsi ljudje bali, ves čas bali svojih zadnjih trenutkov. Ne? A veste, in to je noro, ampak problem je to, da oni niso samo, seveda, to je bila spet stvar, ki so jo lagali, ne? Oni so govorili, da zakon ureja bolnike v terminalni fazi. To ni res. Tega ni nikjer v zakonu pisalo. Ne? Zakon je kot potencialne kandidate določil vse invalide, 200,000 invalidov v Sloveniji, vse kronične bolnike. Ne? Samo kronični bolnik ali pa invalid bi po tem zakonu moral reči, da neznosno trpi in da hoče zastrupitev. A veste, se pravi, oni so napadali duševni mir več kot 400,000 ljudi. Ne? Se pravi, na svetu ni zakona, ki bi kot potencialne kandidate za zastrupitev 400,000 ljudi izpostavil. To je najhujši zakon na celem svetu. Namreč, zakaj vas to sprašujem? Ne? Kajti predlagatelje zakona ste primerjali z nacisti tekom druge svetovne vojne, ko so nacisti uzakonili evtanazijo. Pa ste jih primerjali s tem, da so pravzaprav neke vrste organizacija, ki želi zastrupiti čim več ljudi, ampak ko človek govori s predlagateljem zakona, na 4 oči z gospodom Pleterskim, ko on pove svojo osebno izkušnjo s svojim očetom, priznam, tudi sam nisem dobil občutka, da bi bil njegova želja kaj več kot ponuditi ljudem neko možnost, da bi se njihovo življenje končalo drugače, kot se je življenje njegovega očeta. A vi lahko razumete osebno izkušnjo gospoda Pleterskega? Jaz lahko razumem osebno izkušnjo gospoda Pleterskega, ne razumem pa, da hoče zaradi tega, ker ima sam osebno izkušnjo, tako kot je pač imel, zastrupiti in v zastrupitev siliti 400-500,000 ljudi v Sloveniji. Ne? Tega pa ne razumem. To je zlo. To je zlo. Ne? Jaz mislim, da je pač potrebno bolnikom pomagati, potrebno je lajšati bolečine in biti blizu, nuditi bližino. To je pravi odgovor na naše ostarele mame in očete, stare mame in stare očete, ne pa zastrupitev. In to vsiljevanje za vsako ceno, ne, da bojo pa zdaj uvedli zastrupitev in začeli strašiti ogromno ljudi, vsakič, ki bi šli k zdravniku, da se bojo bali, da jim bo zdravnik to ponudil, to je satansko. To ne more drugega reči, kot to. To je dobesedno želja, to je sadistična želja potem, da bi ljudje trpeli. Še 2 frazi sta mi ostali močno v spominu iz referendumske kampanje, kar se tiče predlagateljev zakona. Ena je svobodna odločitev, ne? Da ste preprečili ljudem zdaj svobodno odločitev, kako in kdaj umreti. In drugič, dostojno umreti. Torej, zdaj, kot ljudje umirajo, to ni dostojna smrt. Ne? Lejte, še vsak, ki se je rodil, je umrl in noben ni tukaj gor ostal po določenih letih. In jaz mislim, da si moramo predvsem pomagati, da bomo dostojno živeli, ne pa, da se bomo zastrupljali in silili ljudi v zastrupitev. To je ključna zadeva. A veste, civilizacija, človeška civilizacija je zgrajena na solidarnosti, pomoči in sočutju. In solidarnost, pomoč in sočutje ne ubijata. Poglejte, človeška civilizacija pozna prepoved ubijanja že tisočletja. Je dokazano uspešen temelj civilizacije in sedaj pridejo ti ljudje, zastrupitveni lobi in hočejo vse postaviti na glavo. Jaz mislim, da je potrebno, kot rečeno, narediti vse in tukaj v Sloveniji ni narejeno vse, daleč od tega, da bi se starejši
invalidi, bolniki lahko med nami dobro počutili, da bi imeli dobre, kvalitetne zdravstvene storitve, pravočasne, se pravi hitre, takrat, ko si bolan, da hitro dobiš storitev. To je seveda vse problem. Tudi paliativna oskrba šepa. Tako da se mi zdi, da v državi, v kateri čakaš na operacijo 3-4 leta, zastrupitev dobiš pa takoj in je to eden od razlogov, zakaj bi ljudi zastrupljali, da je to kriminal. Da je to kriminal, tega ne smemo delati. Lejte, mi moramo še naprej biti civilizacija sočutja, solidarnosti. In poglejte, jaz mislim, da morajo bolniki, invalidi in upokojenci čutiti, da so sprejeti, da so dragoceni. To jim mora družba povedati. Ne pa, da se izvede pokojninska, zdravstvena in pa socialna reforma, po kateri bi ljudi zastrupili na podlagi ene srhljive, grozljive logike. Mrtev človek nič več ne stane. A veste, to je nesprejemljivo. V enem od postreferendumskih soočenj ste izpostavili, da so predlagatelji zakona ugrabili Radio-televizijo Slovenija, da se je njihovo mnenje slišalo mnogo večkrat in bolj na glas kot vaše proti. Zdaj, kar je meni ostalo v spominu na dan referenduma po razglasitvi v večerni informativni oddaji, gostovanje komentatorja, politologa, mislim, da z Fakultete za družbene vede, doktorja Banjaca, ki je rekel, šlo je za spopad dveh struj pravzaprav, napredne, progresivne in konzervativne, ki je zadevo spolitizirala. Dveh etik pravzaprav, mislim, da je omenil. Zdaj, ni bilo pa govora o zdravnikih, ki ste jih pa v bistvu tukaj vi imeli na svoji strani. Skratka, bili ste prikazani na javni radioteleviziji kot konzervativni, nazadnjaški predstavnik, ki je ljudi spolitiziral. Glejte, ta Banjac, jaz ne vem, od kje se je on vzel, jaz sem prvi za njega slišal, v kampanji ga nisem videl, pa je bil pa najbolj pameten. Na tem referendumu je šlo za to, da so ljudje zavrnili zastrupitev, pritiske in zlorabe bolnikov, invalidov in upokojencev. Za to je šlo. Vse ostalo si pa lahko oni mislijo, kar si hočejo. Se pravi, ljudje so to zavrnili. Ljudje nočejo, da bi naše bolnike, invalide in upokojence zastrupljali, da bi se na njih izvajali pritiski in zlorabe. Krivci ste vi, pa cerkev v očeh tistih, ki so poraženi, ampak v bistvu pa se kar malo pušča ob strani, kako glasno so protestirali proti temu rabli tega zakona, zdravniki. Glejte, zdravniki so v tej kampanji povedali tisto, kar je po mojem mnenju dolžnost zdravnika. Se pravi, kaj je vloga zdravnika v družbi in v medicini. Vloga zdravnika je, da zdravi, da pomaga in ne da zastruplja. Zelo jasno. In to je tisočletna tradicija zdravniškega poklica. In oni so hoteli z tem zakonom, z zastrupitvenim zakonom, na glavo postaviti božje zapovedi, medicinsko etiko in sočutje, solidarnost, ki vladata med nami. In tudi odnose do naših mam in očetov, starih mam in starih očetov. Se pravi, šlo je za en grozljiv zakon, ki bi imel tudi na drugih področjih zelo, zelo slabe posledice. Tako da, ampak glavno, jaz mislim, da je to. Ljudje so povedali, ne, hočemo zdravstvo, hočemo zdravljenje, hočemo lajšanje bolečin, hočemo dostopno, kvalitetno, hitro zdravstvo, ne pa zastrupitev. In zdaj je seveda naloga politike, da to zagotovi. In kot veste, Golobova vlada, lahko rečemo zastrupitvena vlada, si je postavila zdravstvo kot svojo prvo prioriteto, tako so govorili. In na koncu, kaj so naredili? Prišli so z zakonom, s katerim bi za zastrupitev krajšali čakalne vrste, da jih ni sram. Sramota, srhljivo, grozljivo in zdaj, hvala Bogu, ljudje smo to zavrnili in smo rekli, ne, mi hočemo zdravljenje, mi hočemo kvalitetno zdravstvo, nočemo zastrupitve. V očeh poražencev je poleg Aleša Primca glavni krivec, tako se zdi, cerkev za poraz tega zakona. Cerkev, ki po njihovem mnenju ne bi smela izraziti javnega mnenja, duhovniki ne bi smeli izraziti javnega mnenja, kako naj ljudje glasujejo. Čeprav je šlo v bistvu za primere, ko so duhovniki pri svetih mašah, vernikom, ki so tja prišli prostovoljno, povedali, kakšen je njihov pogled
na ta zakon, ne? In konec koncev niso učili nič drugega, kar ne bi učili vsako nedeljo. Ne? Se pravi, da je ena izmed božjih zapovedi ne ubijaj. Ne? Ja, drugo je spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. Naslednja je Jezusova zapoved ljubezni do bližnjega, ki jo je tako lepo pokazal v priliki o usmiljenem Samarijanu. Jezus, ki je najdel unga na smrt pretepenega človeka, ga ni zastrupil ali pa udaril z kamnom po glavi, da bi ga ubil, ne? Ampak mu je pomagal, oskrbel in še poskrbel za njega, potem, ko je šel sam naprej. Se pravi, ne gre samo za to, da je cerkev delala tisto, kar je njena dolžnost. Cerkev drugače sploh ni mogla delati, če smo čisto iskreni. Ker ko so napadene temeljne vrednote, temeljni nauki verske skupnosti, ne, mora cerkev odreagirati, ker cerkev se tudi zaveda, če se poruši zapoved ne ubijaj, če se poruši zapoved spoštuj očeta in mater, ima to dolgoročne negativne posledice za celotno družbo, pa tudi za cerkev. Tako da jaz sem cerkvi hvaležen, da je prepoznala to svoje poslanstvo in da se ni ustrašila vseh teh manipulacij, zastraševanj, ampak da je pogumno pričevala za svoje vrednote. To se je dogajalo pravzaprav ne že v tednih pred referendumom. Spomniva se recimo poslanke Svobode, Tamare Vonta, ne, ki je objavljala, mislim, da 3 tedne pred referendumom ali pa 2 tedne prej, kaj se je govorilo pri pridigi recimo v koprski stolnici, ne, češ, ne, bodite pozorni, duhovniki nagovarjajo vernike, kako ne glasujejo, ne, tega se ne sme. Pritiski so bili enormni, je bil to strah, ne, moči cerkve v tem referendumu? Glejte, skrajna levica v Sloveniji se tako do zdravnikov, kot do cerkve, katoliške cerkve obnaša skrajno grdo. Ponižujoče, jih ponižujejo pravzaprav tako cerkev kot zdravnike na vsakem koraku, kjer lahko. In oni mislijo, ali pa so mislili do tega referenduma, da to lahko delajo brez posledic. Ne? Pač mislili so, da cerkev nima nobenega vpliva, zdravniki, da nimajo nobenega vpliva, se veste, tisto grdo govorjenje bogovi v belem in tako naprej, ne? To grdo dvoživke, označevanje zdravnikov z vsemi mogočimi neprimernimi izrazi, s katerimi jih poskušajo diskreditirati, očrniti in tako naprej. Ne? To mi praktično v Sloveniji doživljamo na dnevni ravni. Nekaj podobnega se dogaja tudi s cerkvem. Jaz mislim, da so zdaj tako zdravniki kot cerkev na tem referendumu s tem svojim pogumnim in jasnim sporočilom in tudi to, da se niso ustrašili, pokazali, da vendar je tako cerkev kot katoliška cerkev kot zdravniki v javnosti uživajo ugled. Ampak jaz bi poudaril še eno stvar, da tukaj ni bila samo katoliška cerkev. Veste, te skrajnolevičarski mediji ves čas izpostavljajo samo katoliško cerkev. Ja. Mi moramo vedeti, da so vse največje verske skupnosti v Sloveniji 2-krat v tem predreferendumskem času izdale skupno izjavo, v kateri so povedali, da nasprotujejo temu zakonu, da ta zakon krši nauk vseh teh verskih skupnosti in da je nevaren za najbolj ranljive in uboge. Ampak verjetno bi bil napad na politično oziroma na versko skupnost, na islamsko versko skupnost, verjetno politično nekorektno od Svobode. Ne? Glejte, ti 2 izjavi so podpisali poleg katoliške cerkve tudi islamska skupnost, makedonska in srbska pravoslavna cerkev, evangeličanska cerkev, binkošna cerkev in judovska skupnost. Se pravi, vse največje verske skupnosti v Sloveniji so povedale, da gre za nesprejemljiv zakon, da gre za zakon, ki ni civilizacijski in, kot rečeno, nasprotuje temeljnim vrednotam teh verskih skupnosti in, še enkrat, bi ogrozil ranljive in uboge med nami. Tako da, se veste, v Sloveniji je potem tako, da se vedno samo katoliško cerkev izpostavlja, pa se jo črni, ampak je pomembno, jaz sem hvaležen, da so tudi ostale verske skupnosti, največje verske skupnosti v Sloveniji, prepoznale to svoje poslanstvo in da so se pridružile oziroma da so skupaj sestavile to izjavo, ki je pomembna. Ta izjava kaže, gledajte, mi imamo verske skupnosti. Zakaj? Zato, da pokažejo neke vrste moralni, etični verski kompas. Ne? Temu so verske skupnosti namenjene. Verske skupnosti niso najprej v prvi vrsti namenjene, ne vem, gospodarstvu, ne vem čem, ampak temu, da nam pomagajo biti boljši ljudje.
To je glavna naloga verskih skupnosti in da pomagajo, da bomo odrešeni, da bomo prišli po smrti v nebesa. To je glavna naloga. In ko verske skupnosti prepoznajo, da to njihovo temeljno poslanstvo ena vlada ali pa en zakon ruši, potem je prav, da odreagirajo in jaz sem jim hvaležen, da so, čeprav lahko bi se pa tudi skrili, ampak hvala Bogu se niso. Ampak očitno zdaj poteka politični boj za interpretacijo, kakšna je vloga cerkve, ne? Ali dejstvo, da je cerkev ločena od države, pomeni, da bi se cerkev za izražanje kakršnega koli mnenja morala prijaviti v referendumsko kampanjo tudi uradno, ali pa lahko cerkev kot največja nevladna organizacija v državi izraža svoje mnenje, tako kot ga lahko inštitucija, še ena nevladna organizacija 8. marec, ki pa konkretno sporoča, koga ne ljudje volijo in koga ne. Glejte, verske skupnosti lahko tudi sodelujejo v referendumskih kampanjah. Se pravi, te prepovedi ni. Tako da katoliška cerkev je preko ene svoje organizacije sodelovala v kampanji, tako da ne moramo reči, da katoliška cerkev ni sodelovala. Ne? Prav, katoliška cerkev je sodelovala, odprla, oziroma ena od pravnih oseb katoliške cerkve je odprla referendumski račun in vse naredila tako, kot je treba za organizatorje kampanje. Tako da gre za veliko laž in zavajanje, da cerkev ni bila organizatorka kampanje. Ampak očitno gre tukaj očitek, ne, da vsi ti duhovniki, ki so govorili, ne, pri nedeljskih mašah, kako naj ljudje obkrožijo na referendumu, da bi vsi morali biti prijavljeni. Lejte, gre za to, da to kaže na eno veliko nepoznavanje ureditve katoliške cerkve. Mi moramo vedeti, da ima vsaka župnija, v Sloveniji okrog 800 župnij, ne? Vsaka župnija je samostojna pravna oseba. Ne? Potem imajo, znotraj cerkve so potem še druge pravne osebe. Ne? Kdo želi, da bi se 800 župnikov prijavilo kot organizatorji kampanje, kako bi pa tisto soočenje potem gledalo? Poglejte, jaz mislim, da je zadosti, da se prijavi ena župnijska organizacija, ena pravna oseba, ene župnije in je to že vključitev cerkve v kampanjo. In poglejte, cerkev, še enkrat poglejmo, cerkev je v tej kampanji zagovarjala samo verske argumente, celo na podobico, ne? Se pravi, so bile verske podobe, se pravi, cerkev se ni spuščala v nobeno politiko. Cerkev se je tukaj strogo držala svojega poslanstva, to, kar je njeno osnovno poslanstvo, se pravi, spodbujanje ljudi k spoštovanju Božjih zapovedi, Jezusove zapovedi ljubezni. Predlagatelji zakona, ne, iz Srebrne niti so prepoznali v podobicah z molitvijo politično sporočilo. Ne. Imamo tukaj težavo z razumevanjem molitve. Poglejte, papeževa izjava je bila v podobici, kjer nas je spodbudil, da spoštujemo najbolj ranljive in uboge med nami. V podobici je bila čudovita molitev, ki nas opozarja na to, kako moramo v vsakem bolnem, ostarelem, trpečem človeku prepoznati Jezusov obraz. Ne? Božji obraz. Se pravi, ne kogarkoli, ampak samega Boga. Se pravi, ne, da je človek tam nekje, ampak ne, vreden, najvišje možno dostojanstvo. Ne? In seveda, bilo je pa tudi na eni strani spodbuda, da ne ljudje glasujejo proti, ampak spet ne proti kar tako. Proti zato, ker bomo s tem se zavzeli za spoštovanje zapovedi ne ubijaj in pa Jezusove zapovedi ljubezni. Poglejte, do bližnjega. Jaz mislim, da cerkvi tega nihče ne more učitati. Jaz bi razumel, če bi se cerkev recimo tukaj vključila za neko argumentacijo, ki bi odstopala od tega temeljnega poslanstva cerkve. Mogoče bi lahko kdo kaj učitil, ampak cerkev se je zelo, zelo omejila pri argumentaciji na strogo verske argumente. In mogoče jih to boli, ker cerkev, kot veste, katoliška cerkev v Sloveniji se večkrat, bom rekel, trudi govoriti nek jezik, da temu tako rečemo laični jezik, da bi seveda lahko nagovorila čim širši krog ljudi. V tem primeru tega referenduma pa je jezik bil zelo, zelo teološki, verski. In jaz sem hvaležen, da smo na nek način tudi preko tega delovanja cerkve v tej referendumski kampanji vsi mi razmislili svoj odnos do življenja, svoj odnos do naših ostarelih, bolnih in invalidov. In jaz mislim, da smo, kdor je hotel, je lahko ta čas referendumske kampanje uporabil za to, da je postal boljši človek, oziroma da bomo lahko za naprej živeli kot boljši ljudje. In to je glavni namen, se pravi, da neko slabo stvar, kar je seveda zastrupitveni zakon, uporabimo za to, da postanemo boljši ljudje. In cerkve, se pravi vse verske skupnosti in katoliška cerkev, so tukaj
zelo pomagali. Jaz bi mogoče želel sam še par besed o zdravnikih povedati, ker se tu zdravnike zelo, zelo grdo napada. Družinski zdravniki, recimo v Ivančni Gorici, so na oglasno desko nekako naslovili skupno izjavo na paciente. Ne. Ta zakon posega v našo Hipokratovo posego, zdravniki smo proti, pridete in se udeležite referenduma skupaj z nami. Ja, jaz moram reči, da mnogi zdravniki niso tako jasno povedali. So povedali samo to, da ta zakon nasprotuje njihovi etiki. Ne? Moram reči, da so mnogi zdravniki ostali zelo, zelo zadržani in se jih zdaj na nek način krivično obtožuje, da so, ne vem, bili navijaški. So se bali očitkov ravno o tem? Ja, jaz mislim, da so se bali očitkov, oziroma so zadevo povedali z besedami, s katerimi bi najmanj politično izpadli, kar se le da. Ampak gledajte, meni se zdi zelo pomembna izjava, ki je dal zdravnik Rok Ravnikar, ki je rekel, da je čutil on osebno kot zdravnik v tej referendumski kampanji kot svojo pojasnilno dolžnost, da pojasni, kaj ta zakon pomeni za zdravništvo in bolnike. Se pravi, zdravnik, kot vemo, nam je dolžan, ko pridemo k njemu, povedati, kakšno je naše stanje, povedati, kaj določena terapija pomeni, kakšni so plusi, kakšni so minusi in tako naprej. Se pravi, to, da zdravnik pojasni bolniku terapijo, ne, to je pojasnilna dolžnost zdravnika in so zdravniki v tem referendumski kampanji oddelali svojo pojasnilno dolžnost. In poglejte, zdravniki imajo v svoji etiki, ne, v kodeksu medicinske etike napisano, da nasprotujejo evtanaziji in asistiranemu samomoru. Ne. Se pravi, zdravniki ne samo v Hipokratovi prisegi so rekli, ja, Hipokratova prisega je stara zadeva, preživeta in tako naprej, nič ni preživeta. Če Hipokratova prisega ne bi bila tako, kot je, ne bi bilo zgrajeno tako močno zaupanje med bolniki in zdravniki, kot ga poznamo v človeštvu. In lejte, to, da zdravnik zdravi in ne ubija, to je stvar, ki mora ostati. Ker ko se enkrat to poruši, potem se poruši temeljno zaupanje med bolniki in zdravniki. In jaz sem tudi zdravnikom res hvaležen, da so se množično odzvali in so to svojo pojasnilno dolžnost tudi opravili mnogi. In zdaj jih obtoževati zaradi tega, da so delali nekaj, kar ne bi smeli, je seveda popolnoma nesprejemljivo. Pa spet moramo povedati, tudi zdravniki so, nekateri zdravniki so bili organizatorji referendumske kampanje. Zdaj pa ne vem, a mislijo, da bi mogli biti vsi zdravniki, ki bi hoteli v referendumski kampanji, se pravi vseh 7000 zdravnikov, če bi hoteli 7000 zdravnikov nekaj povedati, se registrirati kot organizatorji kampanje. Jaz mislim, da je dosti, da se nekaj zdravnikov organizira kot organizatorji kampanje, lahko rečemo, zdravništvo je preko njih tukaj navzoče in tudi lahko rečemo, da zdravniki so podpisovali pred časom neko peticijo, s katero so nasprotovali temu zakonu, ki je podpisalo več kot 600 zdravnic in zdravnikov. Se pravi, je šlo za organizacijo zdravnikov mimo tega, kar se zdaj očita, da se je vključevala zdravniška zbornica, mimo stanovskih organizacij, ampak šlo je za samo organizacijo. In nekateri od teh zdravnikov, ki so seveda podpisali to peticijo, so bili tudi organizatorji referendumske kampanje in je popolnoma nesprejemljivo, neresnično, lažnivo govoriti, da zdravniki niso bili organizatorji kampanje. Dobro se je organiziral Črnuhar, to mu priznam. Ste se prepoznali v teh besedah Helene Grgurevič na Facebooku? Lejte, jaz moram reči, da je bila ta referendumska kampanja za mene ena velika milost. Ene dolgotrajne duhovne vaje, ki so trajale več kot 4 mesece, v katerih sem tudi osebno dozoril, naredil kar nekaj sklepov pri samem sebi in moram reči, da me te negativizmi ne zanimajo in se jim izogibam. A veste, jaz mislim, da se, ko je človek starejši, ugotoviš, da pravzaprav se ukvarjaš s temi stvarmi, ki te delajo boljšega človeka, ki delajo pozitivne premike, vse ostalo, te skrajnosti, neprimernosti, pa pač spregledaš. Tako da jaz se s temi stvarmi sploh ne ukvarjam in sem prav vesel, res vesel, da se je tej ustaljeni ekipi referendumski še iz družinskih referendumov, so nekateri bili zraven, pridružilo zdaj velika množica novih čudovitih ljudi. In sem zelo vesel, da sem spoznal v tej referendumski kampanji čudovite ljudi, s katerimi bomo ohranili lepe odnose tudi naprej. Tako da se mi tudi z tega vidika zdi
ta referendumska kampanja en velik osebni korak naprej. Razumem, da boste žaljivko, kot je Črnuhar, odvrgli, ampak kaj pa tisti zadnji del zapisa, moramo jim nehati popuščati. Ne smemo biti več... Glejte, oni nikoli niso popuščali, oni nikoli ne popuščajo, oni hočejo uničiti naš narod, našo državo in tega jim ne smemo dovoliti. Tako da vedno se kažejo kot neki, dokler seveda jim nastopiš na prste kot neki blagi, v trenutku, ko pa jih razkrinkaš, kdo dejansko so, pa postanejo taki, kot ste rekli. Ampak glejte, jaz mislim, da Slovenija, Evropa, zahodna civilizacija potrebuje eno veliko dozo spoštovanja življenja, spoštovanja družin, pravic otrok, spoštovanja materinstva in očetovstva. To je edina stvar, ki nas lahko reši. Lejte, mi smo tako globoko zabredli in najbolj se to kaže po demografskih številkah, da nam bije zadnja. In jaz si želim, da tudi ta referendumski rezultat, ki je bil pomembno sporočilo v pravo smer, uporabimo za to, da bomo kot Slovenci, kot Evropa in tudi kot zahodna civilizacija šli v smer, da bomo preživeli, ne pa, da bomo pač žalostno končali v zgodovini. Tako da jaz gledam na te stvari precej širše in vidim, da lahko, če bo šla zahodna civilizacija še nekaj let v tako smer, kot gre, ali pa če bi imeli še tako vlado, kot jo imamo zdaj, še 4 leta, ali pa Bog ne daj 8 let, oni so sposobni v tem času državo, Slovenijo in družbo uničiti. In zato je zelo pomembno, da gremo na volitve, da naredimo ta obrat in da damo to upanje na pozitivne spremembe, ker ti ljudje nimajo radi Slovenije, nimajo radi naših ljudi in delajo vse za to, da bi nam življenje naredili neznosno. No, ne privoščijo pa vam, oziroma ne priznajo vašega uspeha, pritožba je sledila na Državno volilno komisijo. Vi ste zahtevali udeležbo na tej seji, ki je bila v ponedeljek, ste bili potem spuščeni na sejo? Ja. Kako je to izgledalo? To glasovanje, kar mene zanima, rezultat je bil 4-2. Torej, ni bilo tako samoumevno, da je treba voljo ljudi spoštovati. Seveda ne. Morate vedeti, da je volilna komisija politični organ. V volilno komisijo politične stranke predlagajo kandidate in jaz, ko sem bil na tej seji, je pa še dva člana volilne komisije, nista popolnoma strokovna, ampak zelo, zelo politično razpravljala, žalila in tako naprej. Tako da... Želite o imenih? Prosim? Ne bom govoril o imenih, ki ni pomembno. Pomembno je, da je Državna volilna komisija potrdila rezultat referenduma in da zdaj zakon ne velja. To je pomembno, jaz sem bil vesel tega sporočila na Državni volilni komisiji, seveda je bilo pa pomembno, da sem bil tam zraven. A veste, jaz mislim, da se moramo zavedati, da povsod, kjer se odloča o tebi, moraš biti zraven. Se pravi, nič o tebi brez tebe. Tako da tega načela se pa držim. Bi pa samo še eno stvar, ko ste rekli, da ne priznavajo moje zmage. Jaz ne razumem, da je to moja zmaga. Jaz razumem, da so na tem referendumu zmagali bolniki, invalidi in upokojenci. Se pravi, to je njihova zmaga in zato sem še posebej vesel. Ampak povejte vseeno, kakšno podrobnost iz seje. Kakšno je bilo stališče 2 članov DVK-ja, ki sta glasovala za razveljavitev referenduma? Politično oni so pač povedali, da so pač bile v tem postopku kršitve in da zato predlagajo, da se referendum razveljavi. Ampak katere kršitve so tako močne? In to so hoteli narediti brez ugotovitvenega postopka. Oni so hoteli razveljaviti referendum samo na podlagi ugovora srebrne niti, brez da bi dali nam besedo. Si predstavljate to? Oni so brez možnosti našega zagovora glasovali o zadevi. In hvala Bogu, da je prevladala zdrava pamet med večino članov volilne komisije, ker bi se čisto lahko zgodilo, da bi že volilna komisija zadeve razveljavila, ampak v tem primeru bi se pa mi potem pritožili na Vrhovno sodišče, na ta sklep volilne komisije. Tako da v vsakem primeru, meni se zdi nedostojno, da se tako jasno izražena volja ljudi ne priznava. Na referendumu je več 47.700, mislim, da 56 ljudi, več glasovalo proti kot za. 47.700 je toliko ljudi, kot živi v celotni Celjski kotlini. Celje, občina Žalec, pa še manjša občina tam okrog. Se pravi, gre za ogromno ljudi.
Se pravi, ta zmaga je čista kot solza. In da greš osporavati to zmago in ne priznavaš volje ljudi, je nedemokratično, nedostojno in zdraharsko. Tako da, ampak glejte, zdaj to možnost imajo, oni bodo pač uporabili vse svoje možnosti, mi bomo pa vse svoje. Ampak kot rečeno, še enkrat poudarjam, s tem oni odpirajo in nadaljujejo z referendumsko kampanjo in je pomembno, da ta referendumska kampanja, ki jo oni sedaj umetno podaljšujejo, da v njej smo tudi mi aktivni in da naredimo vse, kar je v naši moči, da bi bil, če bodo slučajno razveljavili referendum, na referendumu naslednjem še bolj zmagamo za bolnike in invalide. Ampak Državna volilna komisija, če sem prav razumel, ni o zadevi niti vsebinsko odločala, češ da zato sploh ni pristojna, ne? Oni so iz dveh razlogov. Zavrgli so pritožbe, ker so bile neki formalni, napačni vložitveni postopki izvedeni in pa izrekla se je večina, da niso pristojni. Seveda niso pristojni zato, ker postopek, v katerem bi se razveljavljalo referendum, bi moral biti postopek, v katerem imata obe strani možnost povedati svoje mnenje. Postopek na volilni komisiji pa predvideva, da se odloča samo o ugovoru ene strani. Ne? In v tem primeru, se pravi, to ne bi bil pošten sodni postopek, ker mi ne bi smeli nič povedati po pravilih Državne volilne komisije. Tako da, niste bil samo navzoč, niste pa govoril. Tudi predstavniki Srebrne niti niso govorili, zato ker so, kot rečeno, iz dveh razlogov, se pravi nepristojnosti in pa zavrženja, še pred vsebinsko razpravo, ki bi se odprla med pobudniki referenduma in pristaši in zastrupitvenim lobijem. Se pravi, predno bi se ta debata razvila, so že oni te formalne sklepe sprejeli. Tako da so pa se, kot rečeno, člani volilne komisije pa razpravljali, ampak se pravi, dva sta bila tako. No, ampak zdaj politikantska, pravzaprav lahko rečemo, manipulativna. Srebrna nit pravi, da gre do zdaj na Vrhovno sodišče. Mislim, da imajo 15 dni, torej zadeva je še naprej živa. Kaj pa kaj sledi zdaj po vaše? Vrhovno sodišče lahko to odloči nekje v pol leta? Zdaj sledijo prazniki. Smo v adventu, pred nami je Božič in jaz vsem gledalkam in gledalcem svetujem, da se ne ukvarjajo v teh dneh s politiko, da se tudi ne ukvarjajo z referendumsko kampanjo, čeprav je pomembna stvar to, ampak da se posvetijo svojim družinam, da se posvetijo svojim najbližjim in da lepo praznujejo, se pravi, da se najprej lepo pripravijo na božične praznike, da potem lepo praznujejo vse osamljene in pa želim, da bi prav v veri ali pa kako drugače spoznali, da so pomembni. In jaz bi si želel predlagati vsem, ki nas zdaj gledajo, dajmo najti v svoji bližini, v svoji okolici vsaj enega osamljenega človeka in ga v teh praznikih obiščemo. Se mi zdi, to je taka lepa gesta, ker smo imeli pač referendum, v katerem smo se pogovarjali o tem, kako biti boljši ljudje in če naredimo ta sklep, da bi zdaj recimo vsaj enega človeka, ki je osamljen, obiskal, bomo naredili veliko delo in naredili čudovite lepe trenutke tem ljudem. Ja, ampak jaz pa se žal moram ukvarjati s politiko, pa me vendarle zanima, kako zdaj gledate na to pritožbo na Vrhovno sodišče, ki bo vložena, a vas kaj skrbi? Glejte, mi moramo najprej videti, kaj bodo oni napisali in potem seveda bomo na tisto, kar bodo oni napisali, se odzvali. Glede na to, kar sem do zdaj videl, se pravi, gre za popolnoma neutemeljene pritožbo. In taka pritožba, po mojem mnenju, je Vrhovno sodišče niti ne bi smelo vzeti v obravnavo. Ker pravzaprav nimajo, to, kar so do zdaj pripravili, nima niti potrebnih elementov za tožbo. Kako pa razumete, da se je vmešal Bogdan Biščak, nekdanji generalni sekretar stranke Zares, Golobičev človek? Ja, jaz mislim, da ga je Golobič poslal. Oni so očitno ugotovili, da so predstavniki Srebrne niti, ki so nastopali v referendumski kampanji, to delo slabo opravili in so rekli, da bodo pa profesionalnega lobista poslali, da bo torej kot politični pritisk na sodišče? Jaz mislim, da lahko kot politični pritisk, lahko pa tudi, da pač probajo, mislijo, seveda, da lahko z nekimi manipulacijami, lobističnimi ljudi zmanipulirajo, ampak jaz mislim, da jim to ne bo uspelo. Ampak vi pravite, vlada si je itak sama nekako pripravila takšen zakon, da je zdaj to možno spodbijati na sodišču? Ja, glejte, zakon je bil leta 2024 sprejet, še prej je bila odločba Ustavnega sodišča, tako da meni se to zdi sicer nesprejemljivo. Meni se zdi nesprejemljivo, da lahko kdorkoli brez
tega, veš, da bi, ne vem, gledajte, Janeza Janšo so leta 2014 strpali v zapor, krivičen protiustavni zapor, kar je ugotovilo tudi ustavno sodišče. Ne? Ampak Janez Janša tako močno spoštuje voljo ljudi, da mu na misel ni prišlo, da bi leta 2014 izpodbijal rezultat volitev. Lejte, jaz mislim, da je dostojnost, demokratična kultura veleva, da spoštuješ voljo ljudi, tudi če ti kdaj ni všeč. In jaz bi si želel, da bi to v Sloveniji spoštovali. Sem pa tudi prepričan, da če bi slučajno Vrhovno sodišče razveljavilo referendum, tako jasno referendumsko voljo ljudi, da bi se ljudje uprli in bi šli potem pa tudi zaradi tega, ker bi branili na tem referendumu svojo demokracijo, še bolj množično glasovati proti zastrupitvam bolnikov, invalidov in upokojencev. Ampak vas je strah sodstva ali verjamete v pravno državo, da boste tukaj zmagali? Lejte, jaz v slovenska sodišča žal moram reči, da nimam prav zelo velikega zaupanja. Zato se mi zdi zelo pomembno, da bomo v tem času, se pravi po novem letu, naprej peljali zelo dobro kampanjo, na podlagi katere bo skrajna levica, ki po mojem mnenju obvladuje kar nekaj ljudi na sodiščih, ugotovila, da se jim ne splača razveljaviti referenduma, da bodo še enkrat izgubili. Če bomo mi dobro delali, bodo oni to znali ugotoviti in bo to najboljša garancija za to, da ne bodo razveljavili referenduma. Če pa, kot rečeno, to naredijo, se bomo pa še enkrat borili za naše. Tukaj razmišljam podobno kot vi, ne, in sicer, da tudi meni se zdi, da če ljudem razveljavijo voljo, ki je bila podana na referendumu, ne, da bodo potem še bolj odločno prišli glasovati proti tem zakonu. Ne. A se predlagatelji oziroma tisti, ki želijo zakon zdaj na silo uveljaviti preko sodišča oziroma razveljaviti referendum, a se tega ne zavedajo po vaše? Lejte, jaz ne vem, kaj se oni zavedajo. Jaz mislim, da oni imajo zadnje neke svoje politične kalkulacije. Ta debata na sodišču bo potekala tudi sočasno z državnozborsko kampanjo, ne, in mogoče oni hočejo tukaj pač neke stvari spet manipulirati, ampak jaz se s tem ne ukvarjam. Naša naloga je, da zdaj v decembru lepo praznujemo, da se posvetimo svojim odnosom, po praznikih pa da spet oddelamo svoj posel. Meni sicer žal, da se bo moral še naprej intenzivno ukvarjati s to kampanjo, ker je veliko drugega dela, recimo, kot veste, uspešno Zorana Jankoviću prepričujemo že 3 leta, zadnja 3 leta pa še prej lastniki zemljišč na trasi kanala C0. Obeta se mu sodna preiskava, ne? Da bi zastrupil vodo. Lejte, jaz mislim, da nas po novem letu ali pa že pred novim letom čaka veliko dela tudi na boj za čisto pitno vodo, ampak gledajte, če se bomo morali boriti na več frontah, se pa bomo. Ja, ampak ne, vi ste se 3-krat borili v bistvu proti družinskemu zakoniku, ne? Vsakič, ko ste z voljo ljudi zavrnili takšne akcije politike, so se vrnili z novim predlogom in ste morali spet iti v akcijo, ne? Na koncu pa je bilo ustavno sodišče tisto, ki je pravzaprav povozilo voljo ljudi 3-krat na dan. Sicer so povozili voljo ljudi, ampak ljudje smo pa svoje povedali in smo se izobrazili, smo osveščeni ob teh temah in oni ne morejo delati tistega, kar bi lahko delali, če ne bi bili tako uspešni na družinskih referendumih. Se pravi, danes so mame in očete, stare mame in stare očetje ozaveščeni, oni vedo, kakšna nevarnost je radikalna LGBTQ+ ideologija, ki pohablja otroke in mladostnike in so pozorni na to, kaj se dogaja. Tako da vse delo, ki smo ga opravili na referendumih, ko smo branili pravico otroka do mame in očeta, daje sadove in se vesel tega. No, ampak mene zanima, pričakujete zdaj podobne manevre, ne? Saj Pleterski je napovedal, ne? Poskušali bomo spet po enem letu. A pričakujete, da boste šli še večkrat zaradi tega zakona na referendum? Pričakujete, da bo na koncu pa razsodilo itak ustavno sodišče? Meni se zdi grozno, ne, da ko ljudje rečejo, da nočejo zastrupitve, oni še kar naprej grozijo s tem strupom in s pritiski in zlorabami. Jaz ne vem, kakšen človek moraš biti, da ljudem groziš s strupom, potem, ko so ti povedali, da tega nočejo. To je res sadizem. To je sadizem in želja povzročati ljudem trpljenje. Lejte, jaz sem prepričan, da si ne želimo strupa, jasno smo to na referendumu pokazali in če oni ne bili taki zrahari, kot so, če se ne bi obnašali tako otročje, bi pač sprejeli voljo ljudi in bi sprejeli, da pač ljudje nočejo biti zastrupljeni, nočejo pritiskov in nočejo zlorab vezanih na zastrupitev. In lejte, če oni tega ne bodo razumeli, bomo morali to še enkrat povedati na referendumu ali pa še kje drugje na kakšnem sodnem postopku. Ampak pogledajte, pomembno je, da vse te boje, ki jih imamo, uporabljamo ne samo zato, da
da zavarujemo naše bolnike, invalide in upokojence. Ampak tudi zato, da osebno rastemo. Se mi zdi, no, da toliko smo zdaj razmišljali v zadnjih tednih in mesecih o življenju in smrti, že dolgo časa nismo. In načeloma se mi zdi to dosti dobra zadeva, ker če se zavedaš, da življenje je minljivo, potem se mogoče potrudiš, da bi bilo lepše, ne? Se pravi, da tisti čas, ki ga še imaš, probaš čim bolj kvalitetno, čim bolj lepo, v čim lepših odnosih preživeti. In če smo prišli do tega v tej referendumski kampanji, če smo postali boljši ljudje, je to zelo, zelo pomemben rezultat te referendumske kampanje. In jaz mislim, da je kar veliko ljudi zelo, zelo veliko razmišljalo, tudi veliko molilo in na ta način smo vzpostavili svoj odnos do svojega življenja, pa tudi do naših mater in očetov, starih mam in starih očetov. In to se mi zdi zelo pomembno. Skratka, pripravljeni ste biti bitko še nadaljnjih 10 let. Dokler bo treba. Aleš Primc, hvala, ker ste bili naš gost na Domovini. Hvala tudi vam. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost in se vidimo prihodnji teden.